Živijo, Peter z vami, danes sem spet sam, se pa nahajam pri Valvazorjevi koči pod stolom in gremo na stol spet, pejte zraven. Med potjo sem na Gorenjsko, sem si že drug plan naredil, da bom skočil na Košuto, glede na to, da sem stol posnel že lansko let. Ampak pol tale megla me je malo prestrašila, glede na to, da se cel greben Košute ni čisto nič videl, pa tudi ne vem, do koliko visok megla sega, ne? Ker je Košuta približno 200 metrov nižja kot tole in sem se odločil za stol. Bila je pa še Mojstrovka, pa Tost, ampak ti bomo pa z drugič pustili, kar nam sam. Neč, gremo naprej. Danes bomo očitno imeli razgled pod meglo in nad meglo. Tole je Gorenjska ravnina, evo ga Bled. Tole je pod meglo. Gor bomo pa sonček videli. Je pa tudi tale, tam gor Triglav oziroma Julicom se že lepo svetlika. Evo, na Žirovski planini se posmerimo ali proti krajši ali proti daljši poti. Malo sem se sicer poigral z mislijo, da bi šel po daljši, ampak ker še nikoli nisem šel, pa ker sem sam, bom šel kar po tej, ki jo že poznam, ziheraško. Že plav ne bo iti, luštno bomo imeli. Tole gore pa super razgledišče, samo danes razgled ne bo nekva. Na Prižnici imam pa danes takle razgled. Kar me veseli je, da gor pogledam, da vidim modro. Ja, nekje na polovici smo, to je to, še gor. Aha, je že svetlo. Tukaj se gre lahko tudi po žlebu gor, cel cajt, ampak jaz šel po poti, ker bom šel prek Malega Stola in Prešernove koče gor. Snega je pa glih toliko, da so borovci pokriti, da se ti palce dera, kot pri norcih, in da vsak 10. korak se tudi do riti udreš, oziroma jest. Tako da je tlele je malo borbe. Kakšen kontrast. Sonček se pa kar noče pokazati. Počas prihajam do križišča, ker se levo odcep skozi žleb nastal. In šel pa tle naravno zgor še mimo Prešernove koče. Takle imamo drugače. Tole enostavno moram deliti z vami. Ja, še nekdo gre dol. Bil malo bolj zgoden, kaj jaz. Evo ga. Še malo pa so Triglav videl. Evo ga. Škrletica pa Triglav. A ni noro. Evo pa gremo na sončka.
Splača se ves tale trud. Kaj toplo je. Mislim, mrej tih. Uživajte. Še malo bližje. Kar ne moram se tega nagledati. Zdaj se bojo pa še kamniške odprle. Še prostan karvank. Neverjetno. Evo je Prešernova koča, se že vidi. Tole pa je nekaj za užitkarje. Tole je pa prvi 2000, ki sem ga osvojil kot 6-letni popč. S tem babi pa dedi sem le gor pelala, pa smo pa tudi prespali tlele. Tako da nam zelo lepe spominje nastal. Evo tamle Košuta, ki sem mislil iti. Dobro nisem šel. Tole je veliko boljša izbira. Kaj sam ta zgoren konček, malo v sončku. Pa se me dobro vidi v senci. Še kaj gor. To je to.
No, tamle dol je Raduha, tole je greben Košute, tukaj imamo Begunjščico, zadaj so Kamniške Alpe, Vrtača, potem je Avstrija, Dravska dolina tlele spod, pa je pa tole spet greben Karavank, tistle zadaj, tole zadaj je Kepa, potem imamo Škrlatico, Triglav itek, vsa ostala Slovenija pa v megli. Tudi snežnika se ne vidi danes, je prenizek. Poleg telih seksi gojzdarjev pa danes prvič tudi tele volnene rokavice iz kuhane volne. In moram reči, da so fantastične. Da je danes kar malo pretoplo za te rokavice, čeprav me ponovadi zelo v roki zebe. Pa tudi tole šalčko so mi pri Alpini podarili. Poleg gojzdarjev, tako da lepa hvala. Glede na to, da imam tlele gor takole kuliso, pa sonček po vse, je bilo kar malo škoda zaključek dol v dolin narediti. Stal je mene ena najboljših tur pozim. Super je za kondicijo nabirati, ni veliko za hoditi, se pravi, ni daleč za hoditi, je pa kar dobrih 1000 metrov višincev, kar skozi precej navzgor. Ni tudi neki hudo nevaren vrh, fejst je imeti sicer opremo s sabo, danes se jaz nisem uporabljal, pač sam gojzdar, nisem nič res ven dajal, ker je sneg super. To je to, cirka 3 urce, dobre 3 urce do vrha, da se tudi hitreje itek prijeti, razgledi si praktično nikoli ne razočarajo in to je to. Dobrodošli na Stolu, mi se pa kmalu vidimo. Čau!